ob slovenskem kulturnem prazniku. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, drage obiskovalke in obiskovalci. Lepo pozdravljeni na občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku. Današnja slovesnost je posvečena 8. februarju, slovenskemu kulturnemu prazniku, dnevu slovenske kulture in ustvarjalnosti. Na ta dan se s spoštovanjem spominjamo dr. Franceta Prešerna ter številnih kulturnih ustvarjalcev, ki so svojo mislijo, besedo in umetniškim izrazom zaznamovali slovensko zgodovino in jo zaznamujejo še danes. Njihova dela ostajajo živa in so del našega skupnega kulturnega prostora. Slovenski kulturni praznik nas vsako leto znova opomni, da kultura ni le odsev preteklosti, temveč živi in nastaja tudi danes. To izraža tudi osrednja misel današnje slovesnosti, kot jo je zapisal Srečko Kosovel. Prava kultura raste iz notranjosti človeka in ne iz zunanjega blišča. Današnji večer je tako poklon ustvarjalnosti in hkrati pogled v prihodnost, ki jo gradimo s spoštovanjem do kulture. Na oder zdaj vabim slavnostnega govornika današnje slovesnosti, župana Mestne občine Velenje in svetnika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Petra Dermola. Vljudno vabljeni na oder. Spoštovani prisotni občanke in občani, drage Velenjčanke in Velenjčani. Dovolite mi seveda, da uvodoma še pozdravim tudi naše visoke goste, moje tri podžupanje gospod Aleksandra Vasiljevič, Darinko Mravljak in podžupana gospoda Janja Melanška skupaj s soprogo, pa seveda spoštovanega častnega občana Mestne občine Velenje, dr. Franca Žardina, spoštovanega nekdanjega predsednika skupščine občine Velenje, gospoda Draga Šuleka s soprogo, spoštovano nekdanjo ministrico za obrambo in tudi pravosodje, gospod Andrejo Katič, spoštovane svetnice in svetniki, dame in gospodje, predvsem pa kulturne ustvarjalke in ustvarjalci. Najprej mi dovolite, da se seveda iskreno upravičim za svoj izostanek, ki se je zgodil točno na današnji dan, današnjega dne, ob 17. uri, ko sem imel tudi sprejem za kulturne ustvarjalke in ustvarjalce. Okoliščine v Ljubljani so nanesle na to, da sem se zadržal. Zato z tega mesta še enkrat en velik poklon
velika zahvala in lahko rečem en velik aplavz vsem vam, ki soustvarjate kulturo in podobo kulture našega mesta. Zakaj je današnja prisotnost v Ljubljani bila pomembna, bom povedal nekoliko kasneje. Z tega mesta pa želim predvsem iti v obdobje začetka svojega županovanja. Ko sem postal župan, sem velikokrat v svojih nagovorih izpostavil, da konec koncev kultura ni moja stroka in da na tem področju nisem strokovnjak. Velikokrat sem bil okaran svojih kolegov, predvsem kolega Draga Martinška in pa Iva Stropnika, da naj tega ne poudarjam, da pravzaprav kulturo živimo vsi mi, ki smo danes prisotni in vsak posebej, ki živi na tem svetu. Ampak kljub temu sem se tako počutil. Ampak po drugi strani sem seveda imel zelo veliko razumevanje do pomena kulture. Predvsem pa zelo veliko željo, da kulturnim ustvarjalcem, kulturnim objektom, konec koncev tudi bogati zgodovini kulture in kulturne identitete, dodam tudi svoj županski pečat. Slovenija, in na to moramo biti izjemno ponosni kot Slovenke in Slovenci, je ena izmed tistih držav, ki obeležuje dan kulture. Na temu je namenila svoj praznik. Dr. France Prešeren je bil seveda naš največji slovenski pesnik, velikokrat radi tako tudi rečemo. 177 let je, odkar je odšel z tega sveta, a njegova poezija je še vedno danes prisotna. Tako v himni, kot seveda tudi v šolskih klopeh in še kje drugih. Pisal je dela povezana z njegovimi občutki, z hrepenjenjem, ljubeznijo, tudi strahom. Pravzaprav z občutki, katere imamo tudi mi, vsak posameznik v današnjem času, ki jih pa seveda izkazujemo vsak na svoj poseben način. Zaslužen je in zagotovil je, da je slovenski jezik postal knjižno enakovreden drugim jezikom. In tudi to lahko danes ugotavljamo, da še vedno naša vrednota in dodana vrednost, da je slovenski jezik, slovenski knjižni jezik prepoznan povsod. Spoštoval je tudi identiteto svojega naroda, spoštoval je zgodovino svoje dežele in znal je spoštovati tudi drugače misleče. Slišijo se zelo preproste vrednote, so pa to tiste vrednote, ki, vsaj po mojem osebnem prepričanju, v današnjem času tudi najbolj razvajane. Kot da bi, seveda ne vsi, ampak določeni, želeli spremeniti identiteto svojega naroda, kot da bi želeli spremeniti zgodovino naše dežele, naše države in seveda zatirati vse tiste, ki mogoče ne razmišljajo tako, kot razmišljam sam. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, in to je tudi naša odgovornost, da izkoristimo kulturo za to, za kar jo je izkoristil tudi dr. France Prešeren. Za povezovanje in za spoštovanje. In da v tem procesu tudi izkoristimo in vedno znova opozarjamo, pa tudi preglasujemo tiste, ki ne cenijo in ne spoštujejo prispevka kulturnih ustvarjalcev, ki ne spoštujejo upraviteljev ali lastnikov kulturnih objektov, ki napadajo in uničujejo sakralne objekte zaradi različnih prepričanj, tudi verskih. Tistih, ki zaničujejo pomen in vlogo industrijske dediščine, kakršno imamo tudi v Velenju s premogovnikom Velenju. Pa tudi tistih, ki uničujejo povelensko, v zadnjem času radi rečemo tudi objavljajo zgodovinsko dediščino, kot je bil primer spomenik Tita. Zato me kot Petra Dermola, pa tudi kot župan, vedno znova in znova,
Ko nekdo kulturnega ustvarjalca označi za brezdelneža ali nepotrebneža, ko kulturno institucijo vidi zgolj kot strošek, ki zavestno in namerno neti spore med različnimi verskimi skupnostmi, ki zavestno spreminja tudi zgodovino ali zgodovinska dejstva in identiteto svojega naroda, spreleti najprej začudenje, nato žalost, z žalostjo sledi jeza, a vedno, ko pridem do sovraštva, se ustavim, kajti sovraži tisti človek, ki ne spoštuje kulture. In prepričan sem, da je seveda sovraštvo tisto, kar naša družba si ne želi, kar škoduje vsem nam. In v našem mestu Velenje ima kultura in njihove vrednote oziroma vrednote povezane s kulture svoj dom in svoje mesto. Tisti, ki pa bo še naprej sovražil in se tako obnašal v naši družbi, pa pravzaprav same kulture ne spoštuje. Zato sem prepričan z vsemi vami prisotnimi in tudi ostalimi, da bo Velenje tudi v prihodnje mesto kulture. Mesto z bogato kulturno dediščino in z izjemnim kulturnim potencialom. Mesto, ki povezuje in kjer se spoštuje. Mesto, kjer bodo ustvarjalci imeli svojo kreativno svobodo in bodo vključeni in tudi slišani v skupnosti. In ponosen sem, da Velenje to premore. Da premore imenovati kulturnega ustvarjalca leta. Ta ideja se mi je porodila leta 2021 o podelitvi nagrad najboljšim športnikom. Zakaj so kulturniki vredni manj? Niso. In odločili in sprejeli smo seveda odločitev, da bomo od takrat dalje tudi podeljevali naziv najkulturnega ustvarjalca. Jure Pukl, Stane Špegel, Urška Stropnik-Šons in tudi današnja nagrajenka tega priznanja so ljudje, ki kulturo živijo, ki jo spoštujejo in ki tudi z kulturo bogatijo naše mesto. In če kaj, sem ponosen tudi na to, da imamo tako raznolike in široko paleto različnih javnih zavodov z tega področja. Festival Velenje, Muzej Velenje, Knjižnica Velenje, Mladinski center Velenje, Javni zavod za turizem Velenje, pa Republiški sklad za kulturne dejavnosti, pa Zvezo kulturnih društev, v kateri je 35 društev, pa ustanova Velenjska knjižna fundacija, pa naše osnovne šole, Ljudsko univerzo, Vrtec Velenje. Spoštovani Velenjčanki in Velenjčani, se sploh zavedamo, kako bogati smo na tem področju. Zelo. In zato je potrebno vedno znova, ko imaš ob sebi tudi kot župan takšno ekipo raznolikih ustvarjalcev, povedati zelo iskreno, da je vedno lahko, obenem težko, a vedno lepo organizirati proslave, kot je današnja. Voditi različne dogodke, koncerte, festivale in vse tisto, kar konec koncev našim občankam in občanom, pa tudi našim gostom dajemo. Da je lahko in obenem težko, a vedno lepo pridobivati različne nazive, kot je Branju prijazna občina, kot je Mladim prijazna občina. Da je bilo vedno lepo in obenem težko, a vedno lepo pripravljati tudi načrt upravljanja z našimi gradovi, pa pripravljati programsko strategijo za obdobje 2022-2028, kjer smo jasno začrtali tudi cilje in ukrepe, ki bomo razvijali na področju turizma. Da smo se zavezali k temu, da bomo konec koncev kulturo širili med vse generacije, da bomo gradili kreativno in kulturno industrijo, pa kulturni turizem,
pa vizualno in glasbeno umetnost, pa ohranjali knjigo in založništvo, pa zagotavljali filmsko in audio umetnost, pa ohranjali ljubiteljsko kulturo. Je lahko in obenem težko, a vedno lepo se, tako kot danes, govoriti in zagovarjati, da zakon o zapiranju Premogovnika Velenje in zakon o prestrukturiranju Saša regije sta izjemnega pomena tudi za kulturo. Tudi z zakonom, ki je bil danes na odboru sprejet, bomo vzpostavljali center kulturnega in kreativnega sektorja, ohranjali muzej Premogovništva. In je lahko in obenem težko, a vedno lepo vlagati tudi finančna sredstva v naše javne ustanove. Ja, je lahko, obenem težko, a vedno lepo. In zaradi teh dejstev, spoštovani zbrani, sem prepričan, da kultura v Velenju ni samo okras. Je naš temelj in naš ponos. Je tisto, kar bo ostalo za namcem. Je tisto, kar nas drži skupaj, ko se svet spreminja. Kultura je že danes spomin našega mesta. Velenje je nastalo iz udarniškega dela, iz skupnosti, spoštovanja in vizije. In tudi jutri brez kulture ne bo identitete. Brez identitete ne bo samozavesti. In brez samozavesti ne bo našega razvoja. Kulturo bomo v Velenju varovali, razvijali in tudi živeli. Za kulturo se bomo vedno tudi borili. Spoštovani ustvarjalke in ustvarjalci, spoštovani občanke in občani, hvala vsem, ki živite in verjamete v kulturo. Srečno! Govorniku. V Mestni občini Velenje se zavedamo, da imamo številne izjemne kulturne ustvarjalce, katerih delo si zasluži širšo prepoznavnost. Prav zato vsako leto podeljujemo priznanje Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje, s čimer izkazujemo spoštovanje njihovemu prispevku k umetnosti in kulturi, ter omogočamo, da njihova ustvarjalnost doseže še večje občinstvo. Izbrani družbi se letos pridruži še en izjemen kulturni ustvarjalec, ki bo poleg laskavega naziva dobil tudi možnost, da v letu od prejema priznanja v dogovoru z občino pripravi oziroma izvede umetniško delo svojega področja delovanja. Na oder vabim župana Petra Dermola, ki bo podelil priznanje. Gospod župan, prosim, ponovno vabim na oder. Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje je priznanje za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo življenje občank in občanov Mestne občine Velenje, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so se svojim delom izjemno uveljavili tudi v tujini. Za priznanje Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje je bila imenovana posebna komisija. Na podlagi prejetih ter lastnih predlogov je pripravila predloge za podelitev priznanja. Priznanje Kulturni ustvarjalec Mestne občine Velenje za leto 2025 prejme plesalka, plesna pedagoginja in koreografinja Nina Mavec-Krenker.
plesalka, koreografinja in pedagoginja, ter plesna ustvarjalka, ki je s svojim dolgoletnim, predanim in izjemno kakovostnim delovanjem zaznamovala kulturni utrip Velenja in širšega kulturnega prostora. Izhaja iz plesne družine in je s plesom povezana že od otroštva. Po osnovnem plesnem izobraževanju je svojo pot nadaljevala na priznani Vlamze Dance Academy v Bružu, v Belgiji, kjer je leta 1992 diplomirala. Svoje znanje in umetniško širino je nadgrajevala tudi v tujini, med drugim kot plesalka pri Continental Dancers Company v Španiji, nato pa se je vrnila v Slovenijo z jasno vizijo: ustvarjati, poučevati in razvijati sodobni ples doma, v Velenju. Leta 1993 je ustanovila plesni studio N, ki ga vodi še danes in ki že več kot 30 letja predstavlja pomembno središče sodobnega plesa. Kot pedagoginja, koreografinja in mentorica v njem vzgaja številne generacije plesalk in plesalcev ter jim predaja ne le plesno znanje, temveč tudi vrednote ustvarjalnosti, predanosti in umetniške integritete. Njeno koreografsko in pedagoško delo je prepoznano tako v slovenskem, kot tudi v mednarodnem prostoru, ter večkrat nagrajeno. Posebno mesto v njenem delu ima tudi mentorstvo mladim, s katerimi vsako leto ustvarja odmevne plesne produkcije, ki pomembno bogatijo kulturno dogajanje v našem mestu. Poleg umetniškega ustvarjanja Nina Mavec-Krenker pomembno prispeva tudi k razvoju ljubiteljske kulture, in sicer kot vodja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Velenju, kjer strokovnostjo, odprtostjo in predvsem zavzetostjo podpira številne kulturne ustvarjalce in društva. Njeno delo presega oder in dvorane, saj povezuje generacije ter prispeva, da Velenje ostaja mesto sodobne in predvsem vsem dostopne kulture. Zaradi izjemnega prispevka k razvoju plesne umetnosti, dolgoletnega pedagoškega in mentorsko ustvarjalnega dela ter pomembnega vpliva na kulturno življenje mesta, je Nina Mavec-Krenker več kot zaslužena prejemnica priznanja Kulturna ustvarjalka leta Mestne občine Velenje 2025. Spoštovane in spoštovani, Kulturna ustvarjalka leta 2025 Mestne občine Velenje Nina Mavec-Krenker. Župana in nagrajenko bi prosila še za eno skupno fotografijo na sredini odra. Župan, najlepša hvala. Gospa Nina Mavec-Krenker, vas pa vabim k besedi. Hvala. Spoštovani, vsi, ki me dobro poznate, veste, da raje plešem, kot govorim. Pa vseeno se v zadnjih letih večkrat znajdem na odru v vlogi govorke kot plesalke. In danes čutim odgovornost, da poleg zahvale povem tudi nekaj razmišljanj. Moj ples se ni začel z menoj. Začel se je z mojo mamo, Dragico Mavec, ki je sodobni, takrat izrazni ples prinesla v Velenje. Zaradi nje sem plesala že od malih nog, pravzaprav že prej. Hvala, mami. Sodobni ples je bil zame od
Sodobni ples je v Sloveniji sistemsko zapostavljen. Je nerazumljen, pogosto prezrt in potisnjen ob rob kulturnih politik. Ne more se kosati s komercialnimi plesnimi zvrstmi, ki imajo drugačne cilje, drugačno logiko in večjo podporo. Tudi v Velenju, o resni, dolgoročni podpori sodobnemu plesu, nismo nikoli zares razmišljali. Pa vendar govorimo o umetniški praksi, ki ne ustvarja le predstav, ampak ljudi, misleče, čuteče in ustvarjalne. V času, ko vse več otrok, mladih in odraslih izgublja stik s svojo ustvarjalnostjo, je sodobni ples nujen. Ne kot konkurenca, ampak kot protiutež. Kot prostor, kjer ni treba biti popoln, ampak prisoten. Kjer ni vse tako razumljivo, a je zato toliko bolj resnično. Iz našega okolja so zrasle številne plesalke, ki danes ustvarjajo drugod po Sloveniji in po svetu. Svoje poti so našle v profesionalnem plesu, pedagogiki, koreografiji, drugih umetniških in ustvarjalnih poklicih. To niso naključja. To so rezultati dolgoročnega, predanega dela in prostora, kjer je bilo dovoljeno misliti in biti drugačni. To priznanje razumem tudi kot signal, da je čas, da sodobni ples ne ostaja več na robu, temveč postane del resnega razmisleka o kulturi, vzgoji in prihodnosti skupnosti. Hvala mojemu možu, ker razume, da ples ni le to, kar počnem, ampak to, kar sem. Hvala moji hčerki Zoji, s katero se lahko pogovarjam v razgovor, ki mi odpira nove poglede in me uči, da ustvarjanje vedno živi naprej. Hvala predlagateljem priznanja za zaupanje v sodobni ples. In mestu Velenje naj bo to priznanje tudi povabilo, da sodobni ples dobi prostor, ki ga potrebuje. Hvala generacijam plesalk, ki ste z menoj pogumno stopale na neznane poti, in vsem staršem, ki ste v te poti verjeli in zaupali v moje znanje, predanost in srčnost, da sem lahko vse to prenašala na vaše otroke. In nenazadnje, hvala vsem ustvarjalcem po kulturi. Vi ste tisti, zaradi katerih je življenje bolj mehko, bolj globoko in lepše. Hvala. Hvala in še enkrat iskrene čestitke nagrajenki. Današnja slovesnost je v svojem osrednjem sporočilu tesno povezana z mislijo in poezijo Srečka Kosovela, pesnika, ki je svojo besedo zaznamoval slovenski kulturni prostor in svojo mislijo nagovarja tudi današnji čas. Njegova poezija govori o človeku, odgovornosti in notranji drži, iz katere raste prava kultura. V nadaljevanju večera bodo to misel skozi besedo, glasbo in gib predstavili učenci osnovne šole Livada Velenje. Dragi učenci, oder je vaš. Prosimo, da med programom ne ploskate. Hvala. 100 let po moji smrti je kultura še vedno moje okolje. Le da se ne bija zgolj med narodi in ideologijami, temveč med hitrostjo in smislom, med podobo in resnico.
Človek je obdan z informacijami, a osiromašen v doživljanju. V mojem času je grozila razčlovečujoča mehanizacija. Danes grozi razkroj notranjega sveta. Kultura ni okras, nikoli ni bila. Kultura je temeljna oblika odpora proti razpadu človeka. A danes se pogosto zreducira na izdelek, na vsebino, ki mora biti všečna, merljiva, deljiva. V takem svetu poezija nima vrednosti, če ne prinaša dobička, in mišljenje odveč, če ni uporabna. Toda prav tam, kjer kultura ni uporabna, je nujna. Evropa, ki se mi poznam kot ranjena in razklana, danes stoji navidezno združena, a notranje prazno. Tehnološki napredek prinese moralnega napredka. Še vedno obstajajo novi in stari dobovi. Socialni, kulturni, jezikovni. Kultura bi morala biti prostor srečanja, a prepogosto postane prostor izključevanja ali brezbrižnosti. Verjel sem in še vedno verjamem, da mora kultura nositi odgovornost. Ne sme biti tiha, ko se krha človeško dostojanstvo. Ne sme se omakniti v estetiko, kadar svet potrebuje etiko. Umetnik ni opazovalec, temveč priča. Priča ima dolžnost govoriti, tudi če je njen glas nejaven. 100 let pozneje kultura ne potrebuje več manifestov, temveč pogum. Pogum za resnico, za počasnost, za globino. Potrebuje nove oblike, a stare vrednote. Sočutje, pravičnost, notranjo disciplino duha. Če bo kultura znova postala prostor resnega mišljenja in človeške odgovornosti, potem moj čas ni minil za manj. Kajti kultura ne umre s pesnikom, umre šele takrat, ko se človek odpove samemu sebi. 100 let je minilo od smrti Srečka Kosovela. 100 let. In vendar se zdi, kot da nam govori prav danes. Ne iz preteklosti, temveč iz prihodnosti, v katero smo vstopili mi. Njegove besede niso prijetne. Ne tolažijo, sprašujejo, opozarjajo. In prav zato so še vedno žive. Kosovel je živel v času razkroja Evrope, vojn, ideoloških spopadov in razčlovečenja posameznika. Danes živimo v drugačnem svetu, a nevarnosti so presenetljivo podobne. Obkroženi smo z obiljem informacij, podob in besed, a vse pogosteje izgubljamo smisel, globino in notranjo zbranost. Svet je glasen, človek pa vse bolj tih. Vsi želijo popolnost, a življenje je vse prej kot to. Nič ni narobe, če je vse narobe. Je prav in je pravica biti narobe. Nič ni narobe, če ni tistega občutka ljubezni. Je napaka in zmota, če ljubiš narobe. Je prav in pravica, če ljubiš prav. Nič ni narobe, če je vse prav in je vse pravica. Če je vse zmota in je vse narobe. Za Kosovela kultura ni bila le ukaz družbe, bila je njena vest. Bila je prostor, ker se človek uči odgovornosti do drugega in do samega sebe. Danes pa se kultura pogosto meri v všečkih, ogledih in dobičkih. Postaja izdelek, ne več vprašanje. In prav tam, kjer kultura preneha spraševati, začne družba izgubljati smer. Verjel je, da lepota brez etike ni dovolj. Verjel je, da kultura ne potrebuje več novih manifestov. Potrebuje pogum. Pogum za počasnost v svetu naglice, pogum za globino v času konečnosti. Kajti kultura ne umre s pesnikom, umre šele takrat, ko se človek odpove sebi. In prav zato je danes vprašanje preprosto. A zahtevno, kakšno kulturo ustvarjamo mi? Takšno, ki uspava ali takšno, ki se prilagaja? Takšno, ki sprašuje ali takšno, ki prebuja? Včasih je potrebno čisto malo, majhna iskrica, ideja.
človek, če ti je težko biti človek. Postane obcestna svetilka, ki tiha razseva svoj sin na človeka. Naj bo, kakor je, ker kakor je, vedno je on s človeškim obrazom. Bodi mu dober temu človeku in nepristranski, kakor svetilka, ki tiha obseva pijančev obraz in vagabondov in študentov na cesti samotni. Bodi svetilka, če ni ti mogoče biti človek, ker težko je biti človek. Človek ima samo 2 roki, pomagati pa bi moral tisočerim. Bodi zato obcestna svetilka, ki sveti 1000 veseljem v obraz, ki sveti samotnemu, blodečemu. Bodi svetilka z eno lučjo,
človek v magičnem kvadratu, zeleno roko znamenja dajoč, bodi svetilka, svetilka, svetilka. Kultura. Kaj pa meni pomeni beseda kultura? Umetnost, umetnost besede, umetnost giba, umetnost glasbe, umetnost čopiča, barvice, svinčnika. Umetnost je pravzaprav človek sam, vse, kar počne, kar ohranja in pušča za sabo. Dnevi, trenutki in dogodki kot je danes spominjajo, da kultura ni le preteklost, je moč, ki nas oblikuje danes. Slovenci smo majhen narod, ki se je moral za svoj jezik boriti, zase, za domovino, košček zemlje pod soncem, na sončni strani Alp. Majhni, a veliki. Veliki? No, ne vem, kako ti vidi svet, ampak jaz res nisem velika. Pa ne velik v smislu visok, veličina naroda, ki se kaže na različnih področjih. Kako to misliš? Naprimer, veliki Slovenci, ki jih častimo. Že vem, Luka Dončić, Banika in Domen Prevc in Tadej Pogačar. Ne. Aja, Jurij Vega, Primož Trubar in France Prešeren, ti, o katerih se učimo v šoli, a ne? Še veliko več je velikih Slovencev, a o njih daj drugič. Danes se ustavimo le pri umetnosti. Ja, že vem, ples, glasba in poezija. Kultura je celota materialnih in duhovnih vrednot, ki jih ustvarja in ohranja neka družba ali skupnost. Zajema način življenja ljudi, njihove navade, prepričanja, jezik, umetnost, znanje, običaje, praznike ter način sporazumevanja in razmišljanja. Kultura se prenaša iz roda v rod in se skozi čas spreminja. Oblikuje identiteto posameznika in skupnosti, saj vpliva na to, kako ljudje dojemamo svet, sebe in druge. V kulturi se odražajo zgodovina, vrednote in izkušnje določenega naroda ali okolja. Pomemben del kulture je tudi umetnost, kot so literatura, glasba, ples, gledališče in likovno ustvarjanje, saj omogočajo strojno izražanje misli in čustev. Kultura povezuje ljudi, hkrati pa dopušča raznolikost. Z njeno pomočjo se učimo spoštovanja, razumevanja drugačnosti in ohranjanja skupnih vrednot. Prav zato je kultura temelj vsake družbe in pomemben del človekovega življenja. Leto 2026 je posvečeno Srečku Kosovetu. Njegova dela odražajo družbeno kritičnost, vizionarsko misel in globoko humanistična sporočila, ki so izjemno aktualna še danes. Zgodovina ni ponavljanje, ampak ustvarjanje. To je edino stališče, ki ga smemo zavzeti do zgodovine. Zato ne sme biti naš vzor v preteklosti, ampak živi sedanjosti, ki jo čutimo v sebi. Pride čas, ko ni več časa, se stopinja ustavi in ne more naprej. Se oči zazrejo v lastne oči, s pogledom nalitim z očitkom. Kam si me pripeljejo, pravijo? Zakaj si trdo strahu? Zakaj si vedno nepremičen? Pride čas, ko je čas krut, je neizprosten
in so ustnice zamrznjene, v točki, ko ni premikanja, in je jezik suho spoznanja, ki kičasto plane v odprtino grla. Čas, ko se ustaviš, ko si gled samega sebe. Čas tvoj. kot borova morja. Jutranje zvezde, ki ugašajo v zali iznad pogorja. Pa je polnoče in jih moram prižgati, da v tej sivi kraški hiši nam je še ostati. V temnem plašč zavitih oburjo govorim, ko se zaganja v okna, pa se mati vzrami in pomisli in zasanja. Jaz pa divji sem kot burja, proč je moje spanje. Tiho stopam preko poti kraških, noč mi sije nanje.
življenj. V svet je moder in zelen, jazen, smehljajoča se nič novemu življenju. Jaz ne poznam starih in mladih, vse je v meni. Stari in mladi, vsi so v meni, z enim obrazom. V sinjem lesketu tihe pomladi. Živeti, živeti. Sanje človeka so tiha delavnica prihodnosti. V njih se prepletajo simboli, strahovi in hepenenja, ki jih kultura skozi čas oblikuje v simbole in zgodbe. Kar so bile nekoč le sanje posameznika, je pogosto postalo temelj umetnosti. Umetnost je jezik sanj družbe, prostor, kjer si človek dovoli misliti onkraj danega, onkraj pravil in trenutne resničnosti. V sanjah umetnik preseže čas. Ustvari podobo sveta, kakršen še ne obstaja, a bi lahko. Prav zato kultura ni le arhiv preteklosti, temveč kompas prihodnosti. Glasba, literatura, film in vizualna umetnost lovijo slutnje tega, kar prihaja. Nove oblike skupnosti, novi odnosi med človekom in tehnologijo, novo razumevanje smisla. Sanje niso pobeg, temveč vaje za jutri. Prihodnost se ne rodi iz izračunov, temveč iz domišljije. Ko človek sanja, si dovoli biti več kot to, kar je. In ko te sanje deli skozi umetnost, postanejo kolektivna sila. Nežna, a vztrajna. Tako kultura raste. Iz sanj, ki si drznejo postati resničnost.
Naš narod ima svoje mesto v zgodovini, ne po številu, ampak po svetlobi, ki jo prinaša svoj duh. Moja je noč, zato je moj svet svet. Moja je nijansa, zato je moj ves svet. Jaz žarim v dušah ljudi, kakor topla luč prižgana. Jaz sem njim prijatelj, ne znam. Postoj trenutek, tako si lep, zadrži objem ves ta svet. Ustavi ga, čeprav za hip, ustavi za en sam srca. Postoj trenutek, tako si lep in trajaj dalje 600 000 let. Zadrži svet za en sam dih, neskončno dolg, najlepši stih. Trenutek je edini čas, ki ga človek zares ima. Preteklost obstaja kot spomin, prihodnost kot slutnja. Toda življenje se vedno zgodi tukaj, zdaj. V trenutku dihamo, čutimo, se odločamo. V njem se razkrije, kdo smo. Preživi iz trenutka, v obžalovanju tega, kar je bilo, ali v skrbi glede tega, kar bi lahko bilo. A v tem spregleda drobno, a bistveno resnico. Prav v tem kratkem zdaj se skriva polno življenja. Nasmeh, ki ga opazimo, misel, ki se rodi. Da rečemo resnico. Ti majhni trenutki sestavljajo celoto našega življenja. Trenutek ima tudi etično težo, v njem izberemo, ali bomo prijazni ali brezbrižni. Velike spremembe se ne zgodijo nenadoma, začnejo se v neopaznem trenutku odločitve. Biti prisoten trenutku ne pomeni zanemariti prihodnosti, temveč dati trdne temelje. Ko človek živi zavestno zdaj, prihodnost ne postane več vir strahu, temveč naravno nadaljevanje smiselnega življenja. Trenutek je krhek, a hkrati neskončno dragocen. Mine hitro, a v sebi nosi možnost večnosti, če ga znamo zares živeti. Čutim, vonjam, slutim nekaj lepega, nežnega.
tebe ostaja drobna sled. Pesek na obrazu, pepelnik. Nizek val pod premcem, nočeš, moraš. Kadar zadnji človek pokliče po imenu, vstani, moraš na pot. Poletje ali zima, pomlad ali jesen, predolgi decembri. Greš, kaj češ? Kam odhajaš, ko izginjaš? Sam ne veš. Edino le, da greš. Ti si bil in boš. In če tvoje delo ne bo priznano, nič ne de. Ti si bil, ti si živel. Ako si živel to, kar si čutil, si že izpolnil nalogo življenja. Slovenstvo ni stvar krvi, temveč Kulture Jezika in spomina. to je svet, ki ga moramo ohranjati za tiste, ki prihajajo. Prava kultura raste iz notranjosti človeka, ne iz zunanjega blišča.